Lep pozdrav vsem skupaj na 7. izredni seji občinskega sveta. Ugotavljam, da smo sklepčni. Prisotnih je 15 svetnikov od 19. Na izredni seji sta dve točki, ki obravnavata prostorsko planiranje z vidika tega, da se omogoči gospodarstvu in ostalim razvoj. Tako da dajem na glasovanje drugo točko, torej potrditev dnevnega reda. Kdo je za tak dnevni red, naj potrdi z dvigom roke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 za. Hvala. Smo pri točki 3. Obravnava in potrditev odloka o spremembah in dopolnitvah številka 3 občinskega prostorskega načrta občine Hoče - Slivnica, skrajšan postopek, poročevalec, gospod Strgulc, predstavnik podjetja Urbis. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom poskušal biti čisto kratek, in sicer spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta številka 3 so narejene na pobudo obstoječih podjetnikov in industrije, ki se nahaja južno od vas, to se pravi, to je območje, kjer so obstoječi industrijski objekti, proizvodni prostori družb Jelinek, Inženiring, pa še nekaj jih je zraven. In sicer zaradi tega, ker ko so tile investitorji želeli pridobiti gradbena dovoljenja za svoje investicije, za širitev svojih dejavnosti, za postavitev določenih objektov, so na upravni enoti Maribor naleteli na veliki problem, in sicer iz dejstva, da je to območje v veljavnem občinskem prostorskem načrtu občine Hoče - Slivnica opredeljeno kot območje stanovanjske dejavnosti. Zdaj ne bi razlagali oziroma ne bi se spuščali v to, zakaj se je to zgodilo, tako pač je. Druga zadeva pa je bila, da pač so v tem območju dovoljeni samo določeni prizidki, nadzidave, rekonstrukcije, da odlok celo ni dopuščal, da se tukaj izvajajo novogradnje. Zaradi tega smo pristopili k spremembi in dopolnitvam teh zadev, kjer smo to območje, ki ima oznako EOP Hoče 10/1, v bistvu po rednem postopku s pridobitvijo vseh smernic, vseh usmeritev in vseh mnenj opredelili kot območje za industrijsko dejavnost. Seveda z določenimi omejitvami, to se pravi, to ni neka težka industrija, nekaj podobnega, ampak taki, ki okoljsko zadevi ustrezajo. Za ta območja smo dali potem tudi tako ene prostorske ureditvene pogoje oziroma PIP-e, izvedbene pogoje. Se pravi, ker v starem veljavnem OPN-ju so bile še zahteve po izdelavi podrobnejših prostorskih načrtov in tako dalje, kar seveda še vsakega investitorja potem zavleče za par mesecev. Zato smo v teh členih potem napisali vse prostorske izvedbene pogoje, kaj se tu lahko dela, kakšni so omejitveni ukrepi, katere ceste je treba narediti, katero infrastrukturo je treba narediti, tako da v bistvu o predpostavki, da bo ta sprememba in dopolnitev sprejeta, bodo že ti investitorji, v prvi vrsti seveda sedaj družba Jelinek Inženiring, ki želi za svojo širitev ene dejavnosti, morajo nujno postaviti določen objekt, že pogoje oziroma že pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja. Vmes je bilo v veljavnem odloku spremenjenih še neke dikcij v obstoječih členih, ki so pa posledica predvsem tega, da so nas ministrstva opozorila za nekatera neskladja z veljavno zakonodajo in pa na nekatere nejasnosti, kot recimo, kaj je takšna streha, druga streha, ker so tudi posamezni graditelji na območju občine Hoče imeli težave z upravno enoto Maribor, glede dikcij, kaj je poševna streha, kaj je ravna streha, kaj je dvokapnica, kaj je enokapnica, pa smo zdaj to tako napisali, da bo vsak razumel, tisti od najmlajših pa oni do najstarejših.
da ne bo več dobenih možnih pravnih nejasnosti. Ta spremembe in dopolnitve so, kot sem že rekel, potekale po normalnem postopku, se pravi, bil je sprejet sklep, bile so pridobljene smernice v 30-dnevnem roku, bila je 30-dnevna javna razgrnitev, pridobljena mnenja v 30 dneh, pridobljene vse potrebne odločbe, vsa mnenja so seveda pozitivna in sedaj je pred vami ta odlok, ki je sestavljen iz tekstualnega dela, uvoda in obrazložitve in pa iz grafičnih delov, verjetno jih imate, ste jih dobili, vse so tukaj. To je ta karta prostorskih izvedbenih pogojev, kako se pač to območje ureja, to se pravi, sformira se neka krožna cesta z priključevanjem na javno razmerje, potem proti športnemu parku, tu je zdaj, če bi imeli ortofoto, bi videli, da je tu tisto križišče. Posamezni investitorji so nam pa dali približno svoj program, kaj želijo tukaj delati in kako se želijo tukaj širiti, tako da je za to območje imenovano Hoče 10/1 opredeljeno in predstavlja pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. Toliko za uvod, če je potrebna še kakšna razlaga, pa seveda z veseljem. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Sprememba, kot omenjeno, tista bila zahteva občine, ker v tekstu ni v grafiki, pa je, da tu je povezava do Poljske ceste, do ceste, kjer je potekala ta povezava, ki se zdaj izvaja med Spodnjimi Hočami in Slivnico. Tega prej ni bilo, to je bila zdaj zahteva, pa je bilo treba popraviti. Sicer v tekstu ni objavljeno, ampak da pol sprejmemo taka grafika, ki je ustrezna tudi, da se potencialno to poveže. Zdaj sicer že nekateri koristijo to pot mimo te čistilne naprave Ledinek, ampak da je tudi formalno urejena za prihodnost, ko bo investitor prišel do sem. Ne, to, če bo predali v javno dobro, je pol po kategorizaciji. Da samo, da noben ne more zapreti povezave, te vmes pa potencialno dal povezave naprej do kako bi rekel, zadnjega dela športne dvorane pa do šolskega območja. Razprava še odprta. Gospod Mihalič, izvolite. Zdaj mi vemo v bistvu, da bo industrija, ampak kakšna, ne? Moramo tudi vedeti, da je tukaj v bližini šola, otroški vrtec. Ja, da ne bi slučajno prišlo do tega, da bi slučajno kakšen primer Kemisa nastal ali kaj podobnega tukaj. S čem se bo kakšno vrsto industrije gre, ne, v bistvu? Ja. Zdaj trenutno... Aha, še imate kaj? Ja, hvala. Trenutno vsa ta zemljišča so že v lasti, so prodana, torej podjetjem, ki so v neposredni bližini. Na začetku mislim, da je podjetje Mibra, naslednje Insem, spodaj Ledinek, zdaj dejansko Ledinek pa želi zgraditi proizvodnjo oziroma razvojno halo, zdaj ima trenutno te montažne šotore. Vem pa, da dela na 3 lokacijah, torej tukaj, v drugem delu Hoč pa na Studencih, želi pa vse preseliti sem. Torej lesno-predelovalna industrija. Še bo predstavnik izdelovalca OPN-ja podal dodaten, verjetno bolj izčrpen odgovor. V teh spremembah dobite, imate dodan 137d člen, kjer točno piše, katere so dopustne dejavnosti in objekti po namenu, in tu imate potem v alinejah 6 pa naprej, imate točno, kakšni so pogoji za oblikovanje in pa predvsem pomembni je torej varstvo zraka, varstvo hrupa, varstvo vodnih virov, elektromagnetno sevanje, kjer so točno podane vse omejitve, ki jih mora investitor upoštevati, da se pa iz teh okoljskih vplivov in okoljskih omejitev izhaja, da pač tu tega ne more biti.
ker ste pač omenil Kemis, to pa tudi ne more biti zaradi tega, ker je to tretje vodovarstveno območje, pa so tudi pogoji, kakšni so lahko, kakšni so potrebni za varstvo vodnih virov. Se pravi, za vsak poseg je treba izdelati analizo tveganja, dejavnosti ustreznih zaščitnih ukrepov, opredeljenosti za objekte in obrate, ki lahko povzročajo onesnaženje, je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Vsi ti postopki, ki ste jih že zdaj slišali pri Magni, so tukaj potrebni, ne glede na to, kdo ki kaj gradi, in konkretno Ledinek inženiring za ta objekt, ki ga sedaj načrtuje, pa to ni, kot je gospod župan rekel, lesno predelovalna industrija, ampak bo sestavljal, kako bi rekel, te stroje za lesno predelovalno industrijo, ampak tudi ne proizvajal, ampak sestavljal. Tako da v bistvu tu ni dobenih zahtev. Ta spodnji del je pa celo poslovni aneks, ker želi vse pisarne, pa to, ki ima zdaj po teh kontejnerjih, bom rekel, prenesti v neko, pač, koliko toliko ugledno poslovno stavbo. Hrup je pa definiran na ono cono, to se pravi meja iz 4. v 3. Drži. Še kakšno vprašanje? Ugotavljam, da ne. Predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi odlok o spremembah in dopolnitvah številka 3 občinskega prostorskega načrta občine Hoče - Slivnica po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Za, je kdo proti? Ugotavljam, da ne. Smo pri točki 4. Obravnava in potrditev ugotovitvenega sklepa, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, uradni list in vsi našteti, glede na spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorsko-izvedbenih pogojev z OPPN za del območja EUP HO 16/3 brez poprejšnje spremembe OPN občine Hoče - Slivnica. Pripravljalec, prav tako podjetje Urbis. Izvolite. Ja, še enkrat na kratko. Tudi ta sklep se sprejema zaradi težav na relaciji upravna enota občina Hoče. Namreč zemljišče v tem območju Hoče 16/3 ob tej cesti gledano proti Pomgradu je zemljišče kupil investitor, ki želi na tem svojem zemljišču zgraditi velik izobraževalni oziroma tehnološki objekt za sistem robotike, za sestavljanje robotov, za izobraževanje robotike, za pač širši krog povezavi tudi z Univerzo v Mariboru, in je naletel na sledeči problem. To območje je opredeljeno v tem veljavnem OPN-ju kot SSK, kar pomeni stanovanjsko območje izven urbanih središč, in za to območje so opredeljeni zelo natančni in zelo podrobni pogoji, kaj se lahko tam dogaja. Ni problem v namenski rabi, ker je dovoljeno objekti za izobraževanje, za razvoj in podobno, ampak noter piše, da ti objekti ne smejo biti večji kot 100 kvadratnih metrov. Objekt, ki ga pa želi graditi ta investitor, bo pa velik cirka 400 kvadratnih metrov. Imel bo noter linijo za sestavljanje robotov in pa izobraževalne, to se pravi te neke vrste učilnice, če lahko se tako izrazim. In zato nas je ministrstvo, ki je prejelo zadevo v smernice, opozorilo, da pač to ni v skladu z veljavnim OPN-jem. Zato v bistvu moramo to zadevo spremeniti, pri čemer se lahko sklicujemo na en postopek, ki ga zakonodaja predvideva, to se pravi, da ni potrebno spremenjati OPN-ja takoj, ker ni zadeva niti v nasprotju z namensko rabo, niti z vplivi na okolje, z ničemer, ampak se pač OPN spremeni v nekem naslednjem postopku. Za ta objekt se pa izdela OPPN, v katerem se pač navede, da je potem trebno to parcelo oziroma te 3 parcele spremeniti v tako imenovano območje centralnih dejavnosti za izobraževanje, in na podlagi tega
je pa v skladu s temi členi zakona potreben prvo sklep občinskega sveta, na to pa je potrebno še dopolniti sklep o pripravi OPPN-ja in ga potem ponovno posredovati v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor. Zdaj gre za eno formalnost, ki pač žal, da ne bi ta investitor, ki se mu tudi mudi z nekimi sredstvi, ne bi naletel na probleme pri izdaji gradbenega dovoljenja, je pač na ministrstvo svetovalo ta postopek, da pač občinski svet sprejme ta sklep, da to ni v nasprotju, oziroma da je v smislu širjenja oziroma strateškim razvojem naselja Hoče oziroma občine Hoče - Slivnica in da se ta podrobna namenska raba iz SSK potem pri naslednjem spremembi OPN-ja spremeni za to območje v tako imenovani CU. Toliko, hvala. Levo-oranžno pa je območje bivšega CPM-ja, zdaj Pongrad lastnik ali ima v najemu, mislim, da lastnik. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razpravljalcev. Predlagam sledeč sklep oziroma sklepa skupaj, ker se en navezuje na drugega. Prvi, občinski svet občine Hoče - Slivnica na podlagi 4. odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list Republike Slovenije številka 33/07, ZP načrt 70/08, ZVO-1B 108/9, ZP načrt -A 80/10, ZUPUDPP 43/11, ZKC-C 57/12, ZP načrt B 57/12, ZUPUDPP-A 109/12, ZP načrt C 76/14, ODLUS 14/15, ZUUJFO ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz 56a člena za spremembo podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za del območja EUPHO 16/3 brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta občine Hoče - Slivnica. In drugi sklep z ugotovitvijo mora občina v skladu s 4. odstavkom 57. člena ZP načrt spremeniti oziroma dopolniti sklep po začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja HO 16, MUF številka 14/17 in ga objaviti v MEP občinskem uradnem vestniku. Kdo je za potrditev teh dveh sklepov, naj to potrdi z dvigom roke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Za, je kdo proti? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem 7. izredno sejo občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Hvala.